Spoštovani, cenjeni visoki gosti, strokovnjaki in ostali udeleženci. Z velikim zadovoljstvom vas pozdravljam na drugi nacionalni konferenci obvladovanja nekemičnih zasvojenosti. Počaščen sem, da lahko danes z vami delim nekaj razmišljanj ob začetku te konference. Z znanjem do zmernosti je letošnje vodilo konference, ki poudarja krepitev znanja in kompetenc strokovnjakov, ki se pri svojem delu soočajo z nekemičnimi zasvojenostmi, prav tako pa ustvarja priložnost za povezovanje različnih deležnikov, za izmenjavo dobrih praks in znanj ter izkušenj za vzpostavljanje sinergij za uspešno obvladovanje izzivov na področju nekemičnih zasvojenosti v Sloveniji. Za uspešno zmanjševanje porasta tovrstnih tveganj je nujno sodelovanje stroke in odločevalcev. Na tem mestu pozdravljam in se zahvaljujem vsem deležnikom in tudi Ministrstvu za zdravje za izkazano podporo in zaupanje v prizadevanjih za zmanjšanje in obvladovanje nekemičnih zasvojenosti. Nekemične zasvojenosti predstavljajo tiste oblike zasvojenosti, ki ne nastanejo zaradi vnosa psihoaktivnih snovi v telo, temveč jih povzročijo različna vedenja. Vse več raziskovalcev, strokovnjakov, staršev in svojcev ter drugih deležnikov opozarja na porast različnih oblik prekomernega vedenja, ki lahko vodijo v zasvojenost in tako pomembno vplivajo na duševno in telesno zdravje naše populacije. Eden izmed ključnih izzivov, s katerim se srečujemo, je prekomerna in problematična raba digitalnih tehnologij. Pametni telefoni, tablični računalniki in druge digitalne naprave so postale nepogrešljiv del našega vsakdana, ki pa žal, za katerega ugotavljamo, da imajo ob neprimerni uporabi lahko številne negativne učinke na zdravje in blagostanje naših otrok, mladostnikov in tudi nas odraslih. Tveganje za telesno in duševno zdravje predstavlja tudi mnoge druge oblike prekomernega vedenja, ki jih opažamo tako pri igrah na srečo, spolnosti, prehranjevanju, telesni aktivnosti, nakupovanju, delu in še bi lahko naštevali. Področje nekemičnih zasvojenosti prepoznavamo kot vse pomembnejši javnozdravstveni izziv tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. V Sloveniji področje nekemičnih zasvojenosti naslavlja Nacionalni program za duševno zdravje, program Mira, ki ga upravljamo ravno na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. V Sloveniji so se v zadnjih letih okrepile in zgostile aktivnosti na področju raziskovanja, promocije zdravja in preventive ter obravnave nekemičnih zasvojenosti. Eden od ključnih dosežkov, ki smo jih dosegli skupaj z Ministrstvom za zdravje, je vzpostavitev 2 subspecialističnih timov za obravnavo nekemičnih zasvojenosti, tako pri otrocih, mladostnikih, kot tudi pri odraslih. To je pomembno predvsem z vidika širitve mreže virov pomoči z področja nekemičnih zasvojenosti in zagotavljanja poglobljene obravnave oseb, ki se soočajo s tovrstnimi težavami. Zagotovo pa moramo še več pozornosti nameniti hitremu, vendar tehtnemu in učinkovitemu multidisciplinarnemu odzivanju na vprašanja in izzive, ki jih te nekemične zasvojenosti tudi prinašajo. Današnje strokovno srečanje predstavlja odlično priložnost za skupen razmislek o ključnih izzivih, platformo za izmenjavo znanj in izkušenj ter ponudi izhodišče za prihodnje. Želim vam prijetno in produktivno konferenco. Hvala lepa.